11 km. Čeprav sem mogel zdaj čakati eno uro v vrst, tale Europcar, ne vem, če še kdaj rental, ker tole je bilo katastrofalno, ampak so mi pa saj dali dokaj nov avto, pa avtomatik je. Peugeot, ki ima ta volan, ki jaz pojna števc ne vidim, ki sem prevelik. Zdaj sem se pa ustavil nekaj za jesti, ker ura je že 2 in nazadnje sem jedel v 5 zjutraj na Brniku en burek, ampak pazi tole, zdaj pa vemo, da smo v Franciji, ker sem dobil sendvič, bagetko. Odel, ta sendvič je tako dober, všeč mi je Francija, malo se že navajam. Da zdaj že bolj tako rečem lama, Paris, oui, dober mi gre. Zdaj sem lihkar pobral akreditacije. Ok, to je sam načrt, kje se moram peljati. VIP parking sam za nas Fordovce. Pa najbolj pomembna tale zadeva. VIP guest of 24 Hour of Le Mans Ford Racing. In pa najbolj pomembno goodie bag, leto. Prav dobil sem tak ruzak od Sparkota, official Ford Racing. In pa leto, kada imaš harnese oblečene Sparko, pa Ford Racing koleb. Ampak me pa zanima, smo kaj še... Noc smo duvali še stvari, majster. Kaj je to? GT3 Mustang. Ta gre pa direkt v zbirko, leto. Radio Le Mans. To ne vem, kaj je. Radio, taka slušalka, v bistvu daš na uho in spremljaš, poslušaš napovedovalca, v bistvu celo dirko, čisto da. Victory Lap, v bistvu od Maxa Verstappena čelada, ampak to je osvežilec zraka. En kup nalepk, nek poster, Ford Racing. Treba vse kaj odpreti, ne? Še poster. Zdaj pa gremo najti tale naš VIP parking in pol nas baje s šatlom pelejo do dirkališča. Najdel sem parking in Ford pa Ferrari sta skupaj, stari. Tlele imamo Ferrari, tamle dol je pa Ford. Fordovi kombiji nas poberejo in vmes predvajajo tudi prenos treningov in dirk po radiju v živo. Te pa zapeljajo skozi zadnji vhod, kjer ni to gužve in te spustijo direkt pred hospitality. Zdaj pa dobrodošli v House of Ford Racing. Danes je četrtek in jaz sem preletel lih v času treningov, tako da jih lahko spremljaš tukaj na kavču, v kinu ali pa na zgornji terasi, ampak jaz sem se odločil, da grem ta prvi malo pogledati, če kva se okrog dogaja. So hyperkari pa to zanimivi, pa superkari, same so pa všeč. Danes še kakršnakoli znamka naredi hot hatcha in to je naredil Peugeot, leto. Madonna. To nam je pa všeč. Tele feldne me sicer malo na GTI spominajo, pač na Golfa, ampak avto je hud, stari. Ali to? Noter, zici, proper, všeč mi je, ful pohvale Peugeotu, da se gre kaj taga. Pol sem zvedel, da je to v bistvu električen avto in me je ta entuziazem mal minil, ampak res si želim, da Ford pripelje nazaj kakšno Fiesta ST ali pa Focus RS-a. To bi bilo res prima in jaz bi bil ta prvi vrst, ki bi ga kupil.
Tole sicer ne vem, če je funkcionalno, zgleda kot en beadlock na Feldni, ampak meni zgleda čisto doma, imajo jih pa spredi, pa tudi ozadji. Tole je pa guma, ki je bila na zmagovalnem avtu leta 2025. Tako je to potrga, stari. To je pa ura, ki je meni najbolj všeč, Rolex Daytona. In tale, tako kot tlele vidiš, je še bolj posebna, ker v bistvu to uro dobi zmagovalec te dirke. In je pač še toliko bolj prestižna. Ta zadeva stane tam 15-17 evrov v redni prodaji. Ampak itak se jo ne da kupiti. Tako da pol na rabljenem trgu dosega cene tam okoli 30 evrov. Če pa dobiš to od zmagovalca dirke, pa to je pa neprecenljiv pogoj. Ful imajo še lepih zbirateljskih avtočkov, ki jih lahko kupaš. Seveda tudi ful proizvajalcev pripelje svoje bombončke pokazati. Tako kot je tlele pripelju še v rode tole Corvetto s karbonskim feltnem. Sem se pa tudi kar zamudil na Milwaukeeovem štantu, kjer sem najdel tole Dragster specialko. Lej, ti to no. Tlele se bo vsak dan res ful dogajal. Zdaj sem šel sam na hiter en krog, da vidim malo kje je. Zdaj pa šibam nazaj v Ford Hospitality, ker imamo večerjo. Restauracija je v bistvu odprta skozi. In seveda je all you can eat in all you can drink. Tako da enostavno tisto, kar ti zapaše, si izbereš. Seveda pa, ko je all you can eat, je treba vse probati. Vključno s trojno sladico. Tole imamo pol še kabino, da lahko merch probaš. Jaz sem si izbral tole majico. Mi je taka cool retro. Pa ta pullover zelo podoben, to mi je cool, pa pol tole za čez. Evo, lik sem parkiral tlele na Fordovem parkingu spet. Pazi, tole dan se dobro začenja, Ferrari 296 GTB, sicer na Fordovem parkingu, ko imamo tlele v zadnji, ne vem koliko se vidi. Tlele za nami pa Ferrari guest parking, tako da tale Ford vs Ferrari se skozi dogaja. Ok, zdaj moram pa jaz vzeti v zadnji še poster iz tega Ruzaka, ki smo ga dobili, ker imam danes ob 10 garaž tur in upam, da bo kdo od voznikov tam, da bi mi lahko dal avtogram, zato da imam pol jaz to za na steno doma, za v pisarno. Zmer hočem, tako ko grem na te dirke, da dobim pol avtogram od voznikov na pač official poster. Tako da evo, imamo tole sabo, pa šibamo. Za fruštek imamo lepo jajčka takole, pa slanino. Po zajtrku smo pa že šibali naprej na ogled garaže, kjer smo dobili še dodatne akreditacije in takole potem zgleda, ko imaš full access v garažo. Sicer med avti nismo hodili, zato da pač ne motimo mehanikov, ampak je bil pa full cool, ker smo lih ujeli, ko so bili avti noter. Zdaj pa šibam nazaj v Hospitality, da spoznam še vse voznike, ki bojo letos vozili Le Mans. Thank you so much. Tegale modela sigurno poznate iz Formule 1, to je Logan Sargent in letos je vozil GT3 Mustanga. Na mojo srečo so pa pol tudi podpisovali plakate. Je 20 do 11 zvečer, ker je zdaj še zadnji practice. Tamle za mano je tale kolo in sva jaz pa Alex. Alex je ta v bistvu reprezentativ, eden od dveh za GTD-ja za celo Evropo. Pa sva rekla z Alexom, da greva na ta kolo, da vidva avtomobile, ki bojo furali po progi ful z višine. Pol se nam je pa zdela še zabavna ideja, da gremo voziti bumper car.
Naslednji dan nas je pa pričakal tale gospod iz Michigana, ki pa skrbi za Fordove arhive. In sabo so pripeljali kar nekaj zanimivih kosov. Tako kot tale 60 let stara štoparca, ki je bila uporabljena po prvi Fordovi zmagi na Le Mansu, do slik iz tistega leta, ki so zmagali, in pa originalnega volana iz njihovega dirkalnika. Poleg tega pa še seznam voznikov za leto 66 in med njimi seveda tudi moj najljubši voznik Ken Miles. Za konc pa še The Holy Grail, originalen pokal zmagovalca leta 1966, se pravi 60 let nazaj, ko je Ford premagal Ferrari. Zdaj ti moram pa še tole pokazati. Tole je slot proga in dirkaš z avtočkom, ki si ga dobil v goodie bagu. Enostaven ga daš na progo, ustaviš svoj lap time in jaz sem bil prav ponosen, da sem bil danes med najhitrejših 5. Nisem vedel, ampak vsak dan imamo nekaj drugega za jesti. Danes imamo smash burgerje. Burgerjev smo se najedli, zdaj gremo pa v mesto pogledati parado voznikov. Tudi tja se odpraviš s tramom in tam je bila že kar konkretna gužva, ko smo prišli. Je pa to parada, kjer voznike vozijo z raznimi avtomobili in pa predvsem zanimiv za fene, ker potalajo ogromen enega zastonj mrča. Tukaj so s Ferrarijem zapeljali še časten krog letošnji pokal, takole smo pa potem lahko od blizu spremljali tudi voznike vseh ekip, ampak mi smo malo predčasno odšli nazaj v hospitality, zato, da smo ujeli še track walk. Danes je pa sobota in dan dirke, tako da to se občutno pozna zdajle že na cestah, v kolonah, ko folk čaka zdajle že na vhodu. Jaz sem ful vesel, da imam rezerviran parking, da imam šatel direktno do vhoda, tako da dajmo zdajle kar parkirati. Škoda, ker nima ročne tole. Tako je imel handbrake parking. No, that's it, thanks. Perfect, thank you. I'll grab it like this. Na velikem ekranu imamo seveda prenos dirke in pa skozi live kamere iz obeh Mustangov. Vmesnem barmani pripravljajo še takole koktejle, hot doge imamo za ta prav ameriško vzdušje, ki si pa utrujen, pa skočiš še malo v kino. Zdaj pa sonce že zahaja in se bliža nočen del tekme, zdaj nas pa peljejo še na par različnih ovinkov, da bomo dirko po noč gledali še tam. Jaz sem mislil, da nas bojo to zložili pred ograjo sred Travenka, ampak tole je next level. Ko smo se vrnili nazaj v hospitality, smo pa lih ujeli še ognjemet, ki ga pa vsako leto prižgejo točno v polnoči. No takole pa zgleda še razgled pol od zgori. Jaz sem zdržal tole nočno dirko do 3 zjutraj, pa sem se pa odločil, da grem malo spat, ker nas jutri čaka še cel dan. Sam še 5 minut do konca, tako da gremo zdaj na ta zgornjo tribuno pogledati še ta zadnje kroge. Vodilen dirkalnik že leti v cilju in letos je zasluženo zmagala Toyota.
pa še takole zasluženo skozi cilj. Zdaj pa, ker se jaz domov odpravljam šele jutr, sem po dirki šel obiskat še Le Manov muzej. To lepo avto, ki je vozil prvo 24-urno dirko in to je bilo leta 1923. Jaz ne vem zate, ampak jaz se s temu tudi do morja ne popel. Tole je bil avto z najmanjšim motorjem, ki je kadarkoli dirkal na Le Manu, in sicer imel je 0,5 motor oziroma 560 kubičen motor. Narejen je pa avto iz lesa, tukaj lahko vidiš lesene vrata. 450 kg je imel, tako da je to nek racing začetek, ne? Zdaj smo pa prišli v moj najljubši del in to je rally del. Ta pa zgleda kot original, ki je spodaj še pobutan. Čist hudo, no. Taki avti so meni res hudi. In zakaj? Ampak ta rally mi je bil zmer pri srcu. To so pa vsi avtomobili, ki so dirkali in dejansko z vseh dirk imajo vse avtomobile, recimo talele, 1999 do 2000, imaš vse udeležene avtomobile, plus pol še za na konc podijum, kdo je zmagal, in v tem letu je bil ta glaven BMW. Pa je konc Le Mana. Jaz sem prišel klele do mojega Airbnb-a, kjer danes še prespim. Zato, ker imam jutri zjutraj pol let nazaj na Brnik. Vedno sem si želel ta dogodek videti v živo in ker sem dobil vabilo od Ford GTD programa iz Nemčije, sem se z veseljem odzval na to, seveda pa take stvari niso zastonj. Ena taka karta oziroma en tak VIP pass, ki ti pač da tak doživetje, kot sem vam ga v tem vlogu pokazal, stane približno 3500 evrov. Potem pa še plus let, nastanitev, rentakar, tako da bom rekel, en tak slab teden stane okrog 5000 evrov in ne, noben brand mi ni pokril tega. To sem vse sam plačal, zato ker je pač meni to dobro in z veseljem hodim na take dogodke in zelo mi je všeč jih, bom rekel, tako doživeti res na enem takemu nivoju. Vas pa z veseljem tudi sabo vzamem, tako da vam pokažem, kako te stvari izgledajo. Čeprav je drago, ampak meni se zdi, da je bilo vreden vsakega evra. To je to za ta vlog, se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!